zakon privlačnosti razumevanja pomena besed. Besede so vse povsod. Besede lahko govorimo, jih pišemo, beremo, mislimo, jih lahko celo vidimo, tipamo, slišimo v svoji glavi. Besede so vse povsod. Besede, ki jih mislimo in uporabljamo, te besede porajajo naše občutke. Ti občutki so naše vibracije, ki jih oddajamo. Pri različnih ljudeh iste besede lahko porajajo različne vibracije. To pomeni, da se različni ljudje na isti dogodek lahko različno odzovemo. Naše misli pa so sestavljene iz besed in naše misli so tiste, ki porajajo naše občutke, tako pozitivne kot negativne. Zato je pomembno, kaj mislimo. Naj navedem nekaj primerov. Na primer besede, s katerimi privabljamo tisto, česar nočemo. To sta besedi nikar in ne. Če slišimo stavek, nikar ne pomisli na roza krokodila, na kaj smo ravnokar pomislili? Seveda, na krokodila, ki je roza barve. Kljub temu, da smo rekli nikar. V svojem umu ponotranimo prav tisto, kar nam je bilo rečeno, da ne bi. Ko nekaj ne želimo, se nam zgodi prav tisto. Spomnimo se na nekaj primerov, in sicer: ne skači tu, boš padel. Takoj, ko to rečemo otroku, zelo hitro se zgodi, da pade. Ali pa: ne teci, nevarno je, boš padel. Ali: ne skrbi, ne kriči. Tiste besede ne spredaj, kot da jo ne slišimo. Kajti zakon privlačnosti se odziva enako kot naš sliši tisto, česar si mi ne želimo. Se pravi, vso svojo pozornost in energijo damo prav tistemu, česar nočemo. In zgodi se prav to, da dobimo še več tistega, kar si ne želimo. Namesto da rečemo ne in nikar, se raje vprašajmo, kaj si pa želim? No, in tokrat bo naš odgovor nov stavek z novimi besedami, z novimi občutki in s popolnoma novimi in drugačnimi vibracijami. Vse nikalne stavke spremenimo trdilne stavke. Na primer: joj, nikoli mi ne bo uspelo. To spremenimo v verjamem, da mi bo uspelo. Ali pa: ne morem. Spremenimo: vse je mogoče. Ali pa: nikar se ne smili sama sebi ali sam sebi. Spremenimo v verjemi v sebe in si zaupaj in boš uspel oziroma uspela. Pozitivna in negativna čustva ne morejo istočasno zaposliti našega uma. Se pravi, v določenem trenutku lahko mislimo ali pozitivno ali negativno. Vedno prevladuje samo eno ali drugo. Tretje možnosti ni in mi sami se lahko vsak trenutek odločimo,
kaj bo pri nas prevladovalo. Ali dobro ali slabo. Zato se zdaj naučimo resetirati naš Poskušajmo ga ponovno nastaviti na takšno vibracijo, kot si jo želimo. Vsi pa si želimo zagotovo visoko vibracijo. Ko se s pomočjo vsakodnevne vaje naučimo naše misli kontrolirati, kontroliramo naše občutke, ki jih doživljamo, in to nam omogoča, da se v vsakem trenutku odločimo, ali je vibracija, ki jo oddajamo, pozitivna, visoka ali negativna, nizka vibracija. To si lahko predstavljamo kot stikalo, s katerim lahko svojo vibracijo vsak trenutek resetiramo, se pravi vsak trenutek ponovno nastavimo, jo preklopimo iz negativne pozicije na pozitivno, in sicer tako, da izberemo drugačne besede in drugačne misli. Pomagamo si z vprašanjem, kaj si želim. Zakon privlačnosti ne ve, kakšno vibracijo smo mi oddali pred 1 minuto ali pa prejšnji dan ali pred 10 leti. Vedno se odziva le na naše občutke, ki so trenutno v nas, se pravi na naše vibracije, ki jih oddajamo v tem trenutku, in tako nam pošlje še več tega, kar oddajamo. To pomeni, ko smo na tleh, ko nam je res težko, takrat se lahko spomnimo na naše stikalo in ga v vsakem trenutku lahko uporabimo. V vsakem trenutku imamo možnost, da ga preklopimo. Lahko ga preklopimo iz nesreče v srečo. Lahko ga preklopimo iz žalosti v veselje. Lahko ga preklopimo v visoko vibracijo, v tisto, kar si želimo. Naše slabe občutke sleherni trenutek lahko spremenimo v dobre občutke. Ni treba, da ostanemo v nizki vibraciji. Pomislimo na stikalo in preklopimo. Kako smo lahko hvaležni, da se zavedamo, da ni potrebe, da bi bili nesrečni in da bi trpeli še naprej. Ta trenutek se lahko odločimo in ta trenutek lahko zavestno preklopimo svoje stikalo. Hvala za to.